Prehajamo na 7. točko dnevnega reda. Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023, skrajšani postopek. Predlog odloka ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj je župan oziroma zanj podžupan. Poročevalci Marija Kos, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, Katarina Vegal, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar, Tomaž Zabavnik in Lidija Božič. Besedo predajam Mariji Kos. Marija, izvoli. Pozdravljeni. Kot sem že prej pri obrazložitvi točke povedala, smo pripravili predlog 5. rebalansa odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023. Ne bi še enkrat ponavljala vzrokov, bi samo povedala spremembe, ki so v glavnem. Skupni izdatki so ocenjeni v tem predlogu na 48.720.130 evrov in so za 8.226.222 evrov oziroma 20,3% višji kot v sprejetem proračunu za leto 2023. Finančni podatki krajevnih skupnosti v samem predlogu niso spremenjeni. Potem upoštevano pa je v tem predlogu rebalansa 27 odredb o prerazporeditvi, ki smo jih že izvedli v obdobju od 7.9. do 10.11. Prav tako so te prerazporeditve, kot ste mogoče pogledali, razvidne med stolpcema sprejeti proračun za leto 2023 in stolpcem veljavni proračun za leto 2023. Imate pa tudi podano realizacijo do 31.10.2023. V samih tabelah je poudarek dan na program predvidene porabe sredstev, ki so bila nam predhodno dodeljena na podlagi 6. člena pogodbe, ki jo imamo podpisano z ministrstvom, in sicer so dodane nove postavke. Za sanacijo občinskih cest je zaenkrat predvideno 805.000 evrov, za sanacijo plazov 3.361.000, za sanacije vodovodov 2.378.000, za sanacijo začasnih deponij 896.000, za nastanitve razseljencev 300.000 in za sanacijo kanalizacije 485.000. V samem gradivu imate podrobno podane tudi v načrtu razvojnih projektov sanacije v okviru teh 8.200.000. Hvala. Marija, hvala lepa za obrazložitev. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ne. Ja, Aleksandar Rušič, izvoli besedo. Hvala za besedo. V bistvu je... Moram reči, da nisem prepričan, da je bilo že na kolegiju napovedan tale rebalans predlog, ker sem se takrat opravičil, sem manjkal, ampak me je malo po en stran presenetil tole gradivo v ponedeljek, hkrati pa pojasnil tudi marsikaj v bistvu dilemo, kar se tiče predloga proračuna, ne. Ampak to bom pokomentiral pol. Veseli me, da je vsaj deloma pojasnjeno zdaj, kam bojo šli te državni milijoni. Vemo, da škoda je ogromna, zadev je ogromno za urediti. Me pa zanima, če je tukaj res v bistvu kaj pomeni, ne? Ker zdaj bo tole prišlo v javnost in bo sigurno vprašanje, če kakšen plas ni tukaj med temi projekti, kam se ljudje obrnajo pa vprašajo, kaj pomeni to za njihov plas. To plas navajam samo kot primer, ker verjetno kar se tiče števil, škoda je bilo plazov številčno največ v naši občini, ne. In pol en tak primer, v bistvu tukaj imamo, ne vem, sanacija plazu Košiše 8A, 8B, 8C je en projekt ali ena postavka, pol imamo pa sanacijo plazu Snovik 7, pa za vsak apartma posebej, ne. Kje je tle razlika, ne, tako da to. Potem bi se pa navezal še tukaj na postavko 6202, uvedba sistema izposoje koles v Kamniku, ki gre postavka na 71.000.
Zdaj še zdaj nas polno več, ampak v prejšnjem mandatu smo kot svetniška skupina dali pobudo tudi na predlog občank in občanov, da se postaja Kamkolo zgradi tudi v Zgornjem Parovem. Zadnjič sem zasledil podatek gospoda Ravbarja, da je to med boljš izkoriščenimi postajami. In v proračunu za 2023 smo imeli v bistvu 40 000 evrov, smo jih povišali s prvim rebalansom na 50 000 in takrat je pisalo, da v prvem varianti, da je v bistvu niti še ni bilo v planu, za 2023 je bilo ta prvi, ker smo že, mislim, da 2022 sprejemali proračun za 2023 ali še prej, da se bo selil Mankinje, Šmarca pa Nevle. In potem je bilo že 2022 vse skupaj začeti na Zgornjem Parovem, zdaj pa tukaj vidim, da moramo plačati še preostanek naročilnice za izdelavo PZI za kolesarsko postajo na Zgornjem Parovem. Zdaj tukaj ne vem, ali je kakšna napaka v obrazložitvi, a dejansko je povišanje sredstev zaradi tega. Tako da toliko zaenkrat v prvem branju, imam še kaj, ampak verjamem, da se bomo ponavljali. Tako da hvala. Hvala lepa, Sandi. Besedo predajamo Alešu Lipičnik. Aleš, izvoli. Najlepša hvala. Glejte, že na odboru smo se pogovarjali o telih milijonih, ki bojo šli v obnovo, se upravičujem. In ena od stvari, ko smo prišli do enega tazga zaključka, s katerim nisem bil najbolj zadovoljen, je, da se v teh popisih odpravljanja škode ne bo navajalo izvajalcev posameznih del. Jaz bi v izogib netransparentnosti, ker gre za informacijo javnega značaja, na tem mestu zdaj to informacijo javnega značaja zahteval. In prosim, da so vsa poročila o izvajanju del in odpravljanju posledic te naravne nesreče opremljena z izvajalci del. Hvala. Hvala lepa, Alešu. Za vprašanje Nino, besedo predajam Nini Semprimožnik. Nina, izvoli. Hvala za besedo. Jaz imam tudi, če potem v bistvu pri proračunu še malo bolj podrobno, ampak nekaj me pa zanima glede pri telih proračunskih postavkah, in sicer osredotočila sem se malo na krajevno skupnost Motnik. In sicer poraja se mi vprašanje, na kakšen način se bodo pa zagotovila krajevni skupnosti Motnik in okolici za popoplavno obnovo Motnika. Že pri zadnjem svetniškem vprašanju, ki sem ga zastavila glede na poplavno sanacijo na področju Motnika, sem nekako prejela odgovor poveljnika civilne zaščite gospoda Zabavnika, ki navaja, da povzamem na kratko, da je prijava škode za neurje s poplavami v Motniku bila izvedena predhodno, ukolikor bi država aktivirala ustrezne mehanizme. Ker ocenjena škoda v celotni Sloveniji ni dosegla zahtevanega praga, za poplave v Motniku ni bilo aktiviranega državnega načrta in mehanizma, kot je bilo to v primeru avgustovskih poplav. Kot je bilo zagotovljeno, da bo sanirano tudi območje Motnika, vendar prosimo za strpnost in razumevanje, saj trenutno še vedno izvajajo najnujnejša dela in preventivni ukrepi. Za poplave v avgustu je bil aktiviran državni načrt in se bo škoda krila iz za to namenjene postavke, predvidevam, da bo to postavka še šestničena. In zdaj ponovno sprašujem, kako bomo sanirali škodo v Motniku in katera sredstva bodo tukaj namenjena. Kam se bo to umestilo? Hvala. Hvala lepa. Prosim Marijo za odgovor. Ok. Tomaž, boš ti za tole, se pravi, kam se obrnejo občani za plazove oziroma vse te sanacije oziroma poškodbe, ki so bile narejene. Hvala za besedo. Jaz bi povedal kot prvo, ta plan, ki je noter naveden, je za teh prvih 40% programa, ki je bil odobren strani države v popisu AJDA. To so v bistvu zadeve, na katerih se že aktivnosti dogajajo. Za vse preostale
zadeve, ker so tudi popisane, se bojo pa aktivnosti dogajale do naslednje seje, ker moramo pripraviti še za preostale zadeve. Je pa v bistvu tako, da teh 40% predujma, ki smo ga dobili, je v bistvu samo zaradi tega, da je država priskočila na pomoč lokalni skupnosti, da se ni treba zadolževati in da lahko aktivno pristopi k sami sanaciji, tako kot smo tudi storili mi. Ostala sredstva bomo pa pač dobili glede na program, ki bo pripravljen. Tukaj v tem programu bojo pa vsi objekti, vsi plazovi, ki so popisani v AJDI. Prav tako bo noter v AJDO dodan še tiste manjkajoče zadeve, ki so se zgodile še zdaj v tem zadnjem obdobju, kjer je prišlo tudi do določenega poslabšanja, tako da bo tukaj v bistvu zajeto vse. Ampak zdaj, ker smo mogli to tako hitro narediti, smo naredili glede na prioritete, ki so nam pa bile, da se omogoči prevoznost in pa da lahko krajanke in krajani oziroma prebivalci, prebivalke občine Kamnik vrnejo na svoje domove. To bi imel zaenkrat. To je to. Hvala, Tomaž. Besedo bi še predal Mariji Kos. Marija, izvoli. Glede postavke 6202 uvedba sistema izposoje koles v Kamniku je v obrazložitvah tudi navedeno, da se del sredstev je namenil za to predstavitev postaj Kam kolo, pri avtobusni postaji Mamota in Domu kulture, da bi pa želeli še v letošnjem letu nabaviti vsaj 10 baterij za kolesa, ki so zdaj po 5 letih že bolj kot ne v težavah in so potrebne nove baterije. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Besedo ima Sander Ušeš. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz verjamem, da gospa Marija konkretno nima tega podatka, kar sem jaz vprašal. Jaz sem vprašal nekaj drugega, če je možno, da je še preostanek naročilence za izdelavo PZI zaplačati, ker v obrazložitvi pri rebalansu marca ali aprila letos je bilo povišanje za 10 000 evrov, se pravi postavka iz 40 na 50 000 in dodatna sredstva predstavljajo prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2022 za vzpostavitev nove postaje Kam kolo na Zgornjem Parovu. Se pravi, 2022 je bila zadeva že izvedena, zagotovili smo sredstva, naročilenca pa zgleda deloma še odprta in zato sem to vprašal, ali je to napaka ali je drži. Kaj pa še zraven piše, pa kakšni so načrti, sem pa tudi jaz prebral. Hvala. Sandi, hvala lepa za vprašanje. Besedo predajam Borisu Rabarju. Boris, izvoli. Dober večer vsem. Pri Perovem je bilo tako, da pri PZI izdelovalka ni dala še do konca vseh dokumentov in potem nismo toliko cajta plačali, je pa obsegala še neke nadstrešnice, ki jih bomo v naslednjem letu, zaradi tega je prišlo do kasnejšega plačila. Kot veste, smo pa tudi predvideli, zdaj bomo dali 10 kolesov, smo ugotovili, da baterije so zelo slabe in jih bomo nabavili, ker se tudi uporabniki pritožujejo, da baterije po 5 letih je rezultat tukaj, ker jim bo treba zamenjati baterije. To je to. Hvala lepa. Bi še tole odgovoril Lešu. Izvajalci so vsi javni, noben ni skrit, noben se nič ne prekriva. Zadeva je sledeča, se pravi, ta denar, ki smo ga dobili od države, se pravi kot predplačilo, o celotni škodi, ki smo jo prijavili v AJDO, gre postopek tak, se pravi, pridobiti moramo vsa dokumentacijo, sanacijske načrte, elaborate, geomehanska, geološka poročila, in na podlagi vseh teh poročil pošljamo za posamično poškodbo, plaz, cesto, karkoli se bo delal, se pravi na Državno tehnično pisarno. Državna tehnična pisarna nam odobri, se pravi recenzijo, ali
je to, se pravi, vse v skladu s tisto, kar smo prijavili v sistemu AIDA. In ko nam ona odobri, gremo v javno naročilo. Se pravi, to so vse javne objave na portalu, tako da ni nič skritega, nič. In to pač traja kar nekaj časa, da se te zadeve uredijo, tako da kar se tega tiče, prekrivanja podatkov, mislim, da tle nič prekritega. No. Je pa res, da moramo vedeti, da so izvajalci, vsi gradbeniki zelo omejeni. To sem že, mislim, na prejšnjo sejo tudi močkar razložil. Vsi vemo, da če imamo, ne vem, smo imeli do zdaj 20 gradbenikov, ne vem, v Ljubljanski regiji, na pamet govorim, jih zdaj nimamo kar nekaj 40. In vse te gradbenike so imeli prej del, tako da smo zelo omejeni z gradbeniki, z geomehaniki, geologi, vsem tem, se pravi, izvajalci, ki jih potrebujemo pri sami sanaciji posamečnega objekta, plazu, karkoli. Tako da to je to. Sredstva za sanacijo Motnika, bi odgovoril še Nini, bodo zagotovljena pač iz proračuna oziroma iz vzdrževanja za ceste. Mislim, da drugih stvari v Motniku ni poškodovanih bloka ceste. Zdaj moramo se nekaj zavedati, ves ta denar, ki smo ga dobili od države, se pravi kot predplačilo 8 milijonov 226 pa še nekaj evrov, ima, se pravi, vsaka poškodba plas ima svojo ID številko in samo lahko ti saniramo z tega denarja, katero smo prijavili v sistem AIDA. To pomeni, da mi ne moramo ceste v Motniku kjerkoli narediti iz tega denarja. To se moramo zavedati. Samo to, sem hotel reči. Tako da to je to. Zaključujem razpravo. V prvi obravnavi glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 28, proti nihče, 28 za. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Aleš, izvoli besedo. Jaz bom sam ponovil zahtevo, da ne bo kakšnih nesporazumov. V samem poročilu, ker gre za javno, ker gre za informacijo javnega značaja, zahtevam, da pri poročilu zraven navedemo, kdo je bil izvajalec posameznega projekta. Koliko boste skrivali po razpisih in kaj bo tam, to me ne zanima, ampak v samem poročilu zahtevam in sem vam prej povedal, da ne prišlo do kakšnih nesporazumov v zvezi s tem pojasnevanjem, ker je bil vmes, še enkrat ponavljam. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Aleksandar Uršič, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Jaz absolutno razumem vse, kar je vezano na poplave in na zahteve države in tako naprej, ampak da imamo pa tukaj cel kup enih sprememb še na proračunskih postavkah meseca novembra, ob dejstvu, da je to 5. rebalans, mi pa ni okej. In zato sem se oglasil in zapičil v tisto naročilnico, ker sredstva na postavki je treba zagotovljena imeti ob izdaji naročilnice, ne glede na to, a plačaš celoto ali ne. Tako da tukaj, tudi če pozno dobimo gradivo, ampak kaj pa preberemo, in mislim, da to ni okej. Hvala. Hvala lepa. Marija, izvoli besedo. Sredstva so na postavki bila zagotovljena s prerazporeditvijo. V tem rebalansu predlagamo samo, da se tiste prerazporeditve uradno potrdijo, da bo potem, ker glede na to, da imamo danes obravnavo rebalansa, sem prej povedala, 27 prerazporeditev je bilo od septembra do novembra, do sestave rebalansa. Glede poročanja bomo pa preverili glede informacij javnega značaja, če smemo sploh v tem gradivu za sejo občinskega sveta objaviti tudi izvajalce zraven. Bomo preverili. Hvala lepa, Marija. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo.
Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za 28, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.